začnemo na Štajerskem, kjer so granitne kocke spet v modi. Tokrat pa njihov cilj niso radarji, ampak premoženje novega župana Saše Arsenoviča. Prvi napad se je zgodil na gostilno Maribor, kjer so razbili šipe, najverjetneje z granitno kocko. Nato so z eksplozivom poškodovali steklo na restavraciji Rožmarin. V zadnjem incidentu pa je bila osrednja tarča družinska hiša Arsenoviča. Tle sta samo dve možnosti. Prvič, nekdo res ne mara mariborskega župana in drugič, nekdo se resnično trudi, da Maribor po nazivu Evropska prestolnica kulture prejme še naziv Evropske prestolnice razbitih šajb. Poglejmo, kako se je na napade odzval župan. Naj ni bilo miru, stvar je že zelo resna. Ta vhodna vrata pred njegovo hišo so bila namreč že drugič poškodovana. Ko se je to zgodilo 10. marca, je Arsenovič to pripisoval nagajivosti. V soboto pa je podobno poškodbo vzel dosti bolj resno. Ja. Prvo sem mislil, pač ga pubeci malo cuknajo, pa kako šipo vtrgajo, ker so nagajivi. Kaj te boš, Mariboru si? Ampak ko ti pa nekaj eksplodira, pa ti prideš še na vrata, pa dosti. Kljub že 3 napadom pa župan Arsenovič še ni dobil posebnega varovanja. Policija namreč ocenjuje, da njegovo življenje za zdaj ni ogroženo. To ne moramo zdaj debatirati prosto, ker so določeni dejavniki, ki so izpolnjeni, določeni pa niso. Mariboru šteje kot grožnja smrtjo samo, če so izpolnjeni vsi dejavniki. Torej, da na granitni kocki, ki vso silo preleti skozi svojo šipo, eksplicitno piše, komu je namenjena. Kaj pa na policijsko podporo pravi Arsenovič? Policija se, trudi za mojo varnost. Ja, trudijo se. Arsenovič približno toliko verjame v učinkovitost slovenske policije, kot Janše verjame v učinkovitost slovenskega sodstva. Ja, torej, trudijo se. Je pa med tem mariborski policiji že uspelo ugotoviti, kaj točno je povzročilo eksplozijo pred lokalom. Po vsej verjetnosti je bilo nastavljeno do sedaj neugotovljeno pirotehnično sredstvo. Bejš! Ne! Ne morem verjeti. Ja, šlo je za pirotehnično sredstvo. To je tudi prvič, da se beseda pir na Štajerskem uporablja v nepivskem kontekstu. Zgodbo župana Štajerske prestolnice bomo seveda še spremljali, je pa med tem svoj epilog dobilo sojenje vodji Štajerske varde Andreju Šišku. Šiška, ki ga kolegi poznajo predvsem kot dobrega organizatorja piknikov športnih društev, je obtožnica bremenila ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Poglejmo razsodbo. Nesojeni poveljnik Štajerske paravojske je dobil 8 mesecev zapora, toda obenem je sodišče odkorakalo domov na prostost. Ker je Šiško v priporu odsedel skoraj 7 mesecev, je kazen tako rekoč že odslužil. Ja. Dvomov torej ni več. Šiško je kriv. Čeprav se v tujini za to vrstna dejanja sedi tudi do smrti, bo Šiškova kazen to, da se bo lahko ponovno družil svojo paravojaško enoto. Bo na naslednjem pikniku pa je moral za kazen pomivati posodo. In kaj bi lahko vodja Štajerske varde naredil najprej, zdaj, ko je na prostosti? To bo zagotovo nekaj epskega, zgodovinskega. Gremo do spomenika generala majstra, jaz ga pozdravim, potem gremo pa na pijačo, ker sem zelo žen. Hvala lepa, dovolj. Gremo do spomenika generala majstra, pojdemo pa s pubeci iz društva še na enega drugega majstra. Morda se bo Šiškova druščina po novem iz športnega spremenila v gasilsko društvo. Sekire in termoizolacijo že imajo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!